4 mladi slovenski parašportniki, 2 ameriška športna centra in 14 dni druženja z mladimi z invalidnostmi z različnih koncev sveta. Igralki odbojke sede Vesna Pogačar in Barbara Kocmur, paraplavalca Tristan Majcenović in Luka Stanar ter vodja slovenske ekipe Ilija Vramovski so se na povabilo in organizacijo ameriškega veleposlaništva v Sloveniji udeležili mednarodnega tabora adaptivnih športov v Ameriki. They were looking for embassies that wanted to work with partners in their countries, specific to winter sports. And here at the embassy, we looked around and said, well, nobody does winter sports quite like Slovenia. So we were quick to reach out to the National Paralympic Committee, say, hey, is this something that you and some of your young athletes that you work with would be interested in traveling to the United States? So we're really thankful for their interest. U.S. Embassy here in Ljubljana was really excited to sponsor this youth adaptive sports program, focusing on some really fun learning experiences to see some of the best practices in the United States. 2 tedna, 2 lokaciji, 2 vrsti dejavnosti. Najprej smo bili v Utah, v Salt Lake Cityju, kjer so bile tudi olimpijske igre. No, potem smo se pa pomaknili po enem tednu naprej v Boise, torej v državo Idaho, kjer smo imeli pa v bistvu bolj delavnice. Se pravi, smo se osredotočili na delavnice, v prvem tednu je bilo pa nekoliko več športnih aktivnosti. V Ability centru v Utahu, ki smo bili prvi teden, moram pa reči, vse dejansko, kar se da prilagoditi, je bilo prilagojeno tudi za nas pač uverjene osebe, tudi če se le dal in seveda, če si bil ti za seveda, so ti dali možnost vse preizkusiti, kar so imeli. Za marsikakšno invalidnost je marsikaj možen, če le volja. Imajo v bistvu tam vse, kar si želijo. Torej, imajo opremo, infrastrukturo, mi tle sanjamo za to, in je res veliko, imajo od sedeče smučanje do sedeči hokej, kolesarjenje, imajo še konje zraven, plezalno steno, en kup dvorane, ker se lahko to pač v bistvu dela, še spikeball, košarka sedeča in veliko, res. Tle je zelo težko najti včasih volonterje, ampak v Ameriki pa vsak je volonter. Tudi starejše osebe so volonterji, ki vsak dan počnejo, družijo se, pomagajo na National Ability Center in to delajo sami iz srca. Poleg športov definitivno res kakšna zgodba, kakšnega, ki smo se tudi delili svoje zgodbe, kaj se z nami, kot narečem, prej dogajalo, mislim, kako so prišli v šport recimo, ali pa kako trenira vsak dan. Take stvari slišiš, pa prideš nazaj, potem pač verjameš, da marsikaj je možen. Res. Edinstvena priložnost za osebno rast, izmenjavo izkušenj in nadgradnjo športnega znanja. In kaj si bodo za vedno zapomnili? Gotovo je bila vožnja z Bobom nekaj, kar mi bo gotovo ostalo še naprej v spominu, ker je bilo res neverjetno ogromno adrenalina. Definitivno en kup spominov, to je zasiguran. Seveda tudi kontakti, ki smo se seveda med sabo povezali prek Instagrama, smo se dodali en drugega. Si še vedno, ki sem pa tja, ki napišemo, kako smo, pa to vse. In tudi pač ta prijateljstva, ki jih tam dobiš, tudi to definitivno šteje za naprej. Bila je res ena neverjetna izkušnja. Imela sem možnost preizkusiti različne parašporte, spoznati ameriško kulturo in pa tudi kulturo drugih udeležencev, ki so bili na tem prisotni. In definitivno mi je tudi v enem smislu odprlo oči, kaj vse obstaja, kakšne so možnosti in kaj nam v bistvu šport ponuja vsem, tako invalidom kot neinvalidom.